V Nazaretu je živelo mlado dekle, ki se je imenovala Marija. Bila je nadvse lepa in nadvse sveta. Zato jo je Bog izbral, da bo postala mati Božjemu sinu. Poslal je k njej svojega angela, da ji je povedal to novico in ji naročil, naj otroka, ki ga bo dobila, imenuje Jezus. Marija pa je bila zaročena z Jožefom. Jožef je bil mizar, tesar, to vemo, to piše. Ali morda kamnosek, ker se je bojda nekdo zmotil v prevodu. Zdaj vidite, kakšno moč imajo besede. Trdo skalo lahko spremenijo v mehek les, macolo v kladivo, da manj boli. Ko je Jožef opazil, da je Marija noseča, je bil prepričan, da ga je prevarala. Po zakonih, ki so takrat veljali v deželi, bi jo lahko dal usmrtiti. A Jožef je bil pravičen mož. To vemo, to piše, pravičen. In to je pridevnik, ki ga zlepa ne prilepiš na človeka. Potožimo že, da kaj ni pravično, a kar pomislite, kdaj ste nazadnje za koga rekli, da je pravičen. Da je kdo pošten, to že. Ali pa dober, ali ne vem, priden, ampak pravičen. In Jožef je imel Marijo neizmerno rad, zato se je odločil, da jo bo skrivaj zapustil. Bog, ki je videl, kakšen boj se dogaja v Jožefovem srcu, je zopet poslal angela. Tokrat k Jožefu, da bi ga opozoril, kako naj ravna. In angel je Jožefa obiskal ponoči, ko je spal, v sanjah, in mu rekel: ne boj se, Jožef, tvoja zaročenka Marija je čista in sveta. Otrok, ki ga nosi pod srcem, je Božji sin. Jožef je torej sanjal, to vemo, to piše. Pa se tudi mi sanjamo, to ni nič posebnega. A Jožef je sanjam verjel in jim sledil, tega ne zmore vsak, zato je potreben pogum. Morda je kdaj pa kdaj res kdo čisto slučajno v pravem trenutku na pravem mestu. Morda kdaj pa kdaj kdo tudi zadene sedmico na loteriji. A vprašajte tiste, ki jim je v življenju uspelo, pa vam bodo povedali, da so sledili svojim sanjam in jih uresničili. Ko je Marija rodila Jezusa, ga je hudobni kralj, ki je vladal v deželi, hotel umoriti. In Bog je zopet poslal angela, da bi posvaril Jožefa. Angel je počakal, da je Jožef zaspal in mu v sanjah naročil: beži, Jožef, vzemi ženo in otroka in beži v Egipt, kajti kralj Herod hoče umoriti Jezusa. In tudi tokrat je Jožef verjel angelu in sanjam in je ubogal Gospoda, to vemo, to piše. Pa se tudi mi to počnemo. Ob nedeljah smo v cerkvi, za praznike spečemo potico, skregani nismo z nikomer in našteti znamo vseh 10 Božjih zapovedi. Da pa bi jih izpolnjevali, vseh 10, kot so zapisane, dajte no. Raje navijem radio še bolj na glas, da ne bi slišal Gospoda, ki pravi: naj zaprežem oslička in grem, kamor želi. Ko je Jezus rastel v dečka, ga je Jožef učil, kako biti dober mizar, kako biti dober do ljudi, zaupati Bogu in zaupati sanjam. In ko ga je naučil vsega, kar je znal, je Jožef umrl. In umrl je tako, kot je živel, tiho, ponižno in sveto.